Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V avgustu številni župniki prevzemajo nove župnije, vse pogosteje pa se župnijam, ki jih že upravljajo, dodajo še nove. V nekaterih velikih župnijah, ki so ves čas imele še kaplana, bodo zdaj župniki ostali sami, brez pomočnika. Za temi premestitvami se skriva veliko odprtih vprašanj, kako se slovenske župnije soočajo z izzivi zmanjševanja števila duhovnikov, njihovega staranja in spremenjenimi potrebami vernikov. Nekaj podatkov. V zadnjem desetletju se je število škofijskih duhovnikov zmanjšalo za skoraj 15%. Povprečna starost duhovnika je danes dobrih 63 let. V nekaterih škofijah duhovniki že zdaj skrbijo za 3 ali 4 župnije hkrati, ob tem pa imamo v Sloveniji vse manj katoličanov in vse manj otrok, ki so krščeni. Kaj to pomeni za prihodnost naših župnij? Kako bodo videti nedeljske svete maše čez 10 let? Kje bodo iskali moč duhovniki, da bodo ostali blizu svojim vernikom? In kakšno vlogo bodo v tem imeli stalni diakoni in laiki? Razmislek o prihodnosti slovenskih župnij bo tudi tema letošnjega pastoralnega tečaja za duhovnike in pastoralne delavce v ljubljanski nadškofiji, ki bo v septembru. Gost in predavatelj na tem srečanju bo duhovnik magister Boštjan Dolinšek. Gospod Dolinšek, lepo pozdravljeni v družininem studiu. Gospod Boštjan Dolinšek, najprej naj povem, da bi želeli, da je ta pogovor bolj kot klepet. Ne bova napovedovala prihodnosti ali pisala kakih receptov za rešitev te kadrovske stiske, če temu tako rečemo. In ker gre za klepet, že sedaj vas tudi, drage gledalke in gledalci, povabim, da se po ogledu, da napišete v YouTubeu svoj komentar, kaj si vi mislite, kakšne izkušnje imate vi s temi spremembami, ki se že dogajajo v bistvu na župniji. Gospod Dolinšek, vi ste duhovnik 4. leto, mašniško posvečenje ste prijeli leta 2021, takrat vas je bilo 7 novomašnikov. V vsem tem času formacije ste le 2 leti bogoslovja preživeli v Ljubljani, potem pa vas je škof Zore že poslal na študij teologije v Rim. Študij pa zdaj zaključujete zelo zanimivo temo. Boste nam kaj povedali, s čim se ukvarjate? Pred nami je še eno leto študija, zaključujem z mojo doktorsko nalogo. In sicer se ukvarjam z vprašanjem povezave med vlogo pastirja, duhovnika na župniji in duhovniškega celibata. Se mi zdi, da je to ena taka aktualna tema v današnjem času. Tema, ki odpira mnogo vprašanj. Jaz sem se želel majčkeno zožati na vlogo pastirja, tistega, ki je med ljudstvom, ki je na župniji. In enostavno odpreti to temo z vidika razpoložljivosti duhovnika, ker je na koncu tudi tema, s katero se bomo danes srečali. Torej, v kakšni meri duhovniški celibat spreminja duhovnika kot njegovo osebnost, kot njega samega in ga odpira za to, da lahko sprejema različne funkcije, ki ga na župniji čakajo. Torej, ne samo z nekega pravnega vidika, zgodovinskega vidika ali pa z nekega tehničnega, če tako rečem, ampak predvsem res z vidika duhovnika, ki se s celotnim svojim življenjem odpira poslanstvu, ki ga čaka na župniji. In to predvsem kot nek odgovor na vse trenutne poskuse v nemško govorečem svetu, ki pač želijo mogoče celibat uporabiti kot neki izgovor za pomanjkanje duhovnikov, kar je pa po mojem mnenju neka zelo hitra in mnogo kdaj neka primitivna ideja, da bomo nekaj spremenili, ker v resnici vemo, da ni tako. Torej, celibat ne bi rešil problema pomanjkanja duhovnikov? Po mojem mnenju ne. In tako kaže tudi zgodovina. Kakšen pa je pogled na realnost slovenskih župnij iz Rima? Koliko sploh poznate slovenske župnije, sedaj, ko živite pravzaprav v Rimu? Še vedno nekaj mesecev na leto preživim v Sloveniji, recimo te poletne počitniške dneve, pa tudi za Božič in za Veliko noč. In prav takrat, ko sem doma, me duhovniki porabijo, če tako rečem, da jih nadomeščam tam, kjer sami ne morejo. Ker, kot ste že na začetku menili, veliko duhovnikov ima več kot eno župnijo in sploh za večje praznike, ko je več nekih dejavnosti, več nekih bogoslužij istočasno, in na koncu koristno, če imajo na kogar se lahko obrnejo, ga pokličejo in da jih nadomeščajo v župnijah. In prek te izkušnje lahko rečem, da sem nabral že kar nekaj zanimivih podob slovenskih župnij, ljubljanske škofije, ki mi pomagajo v resnici oblikovati neko idejo, kje se trenutno nahajamo. Drugo je pa prav to, se mi zdi, da prek izkušnje v tujini
nekako spoznavam, da so problemi, ki so v Sloveniji, zdijo veliki, na koncu majhni ali pa manjši, če jih pogledamo z tega širšega zornega kota. In to pomaga, da človek ne pade v neko krizo, da ne pade v neko histerijo, da je pa zdaj treba na hitro nekaj rešiti, pa spremeniti. Vse se da. Sem treba malo vdihniti, pa oddaleč pogledati. Pa opažate, recimo, vem, da bivate v Stožicah, da zdaj ste pomagali, ste pravkar prišli iz Bohinja. Kakšna je ta razlika med recimo mestnimi župnijami pa med temi podeželskimi? Kako vi to opažate? Na podeželju je še vedno krščanstvo nekaj, kar spada, če tako rečem, k DNK-ju prebivalcev. Smo kristjani, podpiramo župnijo, živimo župnijo, župnija je nekaj našega. In je zato mogoče tudi odnos do župnije drugačen kot v mestu, kjer se dostikrat zato, da si kristjan, da greš k maši, zavestno odločiš. Ni več nekaj samoumevnega mogoče. In dostikrat je tudi pri vsej ponudbi, ki je, treba res sprejeti odločitev, da grem pa zdaj sodelovati v župniji pri določenih projektih, da grem k sveti maši v nedeljo. Na podeželju je to še vedno drugače, ker je dostikrat župnija edina stvar, ki nekaj ponuja, velikokrat. In zato je samoumevno po svoje, da prebivalci sodelujejo s tem. V mestu, ko je pa ponudbe več, je pa že čist z tega človeškega vidika potrebno vložiti dosti več neke osebne energije, da se odločim, da pa grem prav v župnijo. In tudi župnija na drugi strani mora vložiti dosti neke energije, dosti neke moči, raznih, narediti neko dobro reklamo, če tako rečem, sama zase, da privabi ljudi. Sploh iz vidika teh raznih projektov. Nekaj drugega potem sveta maša, pa osebna vera. Ja. Če pogledava, recimo, kaj vse danes počnejo župniki na župniji, na neki klasični župniji, mašujejo, verouk pogosto učijo, kaj vse je še v delovnem opisu nalog župnikov? Ja. Trenutno se nahajamo, se mi zdi, v nekem takem prehodnem obdobju, prelomnem obdobju, ko na eni strani neka klasična podoba župnika, ki je včasih obstajala, izginja, po drugi strani pa še manjka sodelavcev, ki bi prevzemali določene odgovornosti, ki jih je nekdaj župnik prevzemal. Včasih vemo, je župnišče predstavljalo nek dom, v katerem so se srečevali ljudje, v katerem so živeli ne samo župnik, ampak pomočniki, kaplani, gospodinje in vsi ostali, ki so skrbeli za župnišče in za življenje v župniji. Danes je velikokrat v teh velikih hišah ostal duhovnik sam. In to pomeni, da je ta duhovnik prevzel tudi vse tiste odgovornosti, ki so jih včasih vsi ostali ljudje, ki so z njim živeli v gospodinjstvu, pa tudi širše, prevzemali. In se mi zdi, da moramo zdaj predvsem v mentaliteti spremeniti in narediti prav ta korak naprej, da vidimo, kaj je resnično duhovniškega in kaj je vse tisto, kar bi lahko in kar bi po svoje tudi po naravi laikov lahko prevzeli laiki. Kot ste omenili, duhovnik je ne samo tisto, kar vidimo, torej da mašuje, da podeljuje zakramente, je še vse ostalo, torej samo vodenje župnije kot nekega gospodarskega objekta, subjekta. Obnove, župnijskih svetov. Odločitev na koncu tudi pri pomembnih finančnih vprašanjih. In vsa ta odgovornost lahko mogoče duhovnika stisne v kotanje, ker enostavno ve, kako naprej. In prav tukaj je pomen sodelavcev toliko večji, da ti prepoznaš in vidiš, da mogoče pa res nisi ekspert na vseh področjih in noben tega ne pričakuje od tebe, in da se znaš obrniti na ljudi, ki pa mogoče na raznih področjih so eksperti in ki poznajo situacijo in jih vprašati za mnenje. Na koncu si le ti tisti, ki je pastir in ki sprejme odločitev, ampak če imaš ob sebi ljudi, ki ti znajo svetovati, ki jim zaupaš, ima ta odločitev tudi nek temelj. Saj tudi na koncu župnija ni samo župnika, je v bistvu župnija skupen dom in tisti, ki se čuti, da je tam doma, tudi nekaj prispeva. Velikokrat je problem recimo pri laikih, koliko je ta mera, koliko prispevata. Potem recimo poznam primere, kjer so recimo kakšne katehistinje, ki se jim potem obesi še cel kup projektov, in glede na to, da so to recimo mlade mame, potem včasih katera pojamra, da je pa zdaj že preveč. Kako vidite to sodelovanje z laiki? Sploh po drugem Vatikanskem koncilu, torej po letu 70 recimo, se je močno začelo poudarjati aktivno sodelovanje laikov v župniji. Prav zato, da bi se ta laikat, ki je nekako
povezan s krstom, z vsakim od nas, aktivno živel. In to dostikrat narobe razumemo, češ da aktivno življenje v župniji pomeni samo to, da bom pa zdaj prevzemal določene funkcije, da bom sodeloval pri projektih, da bom čakal na klic gospoda župnika, ki me potrebuje pri obnovi, pri pospravljanju, pri čemarkoli. V resnici pa prva naloga laika prav to, da se zaveda, da je s krstom postal živ ud Jezusovega telesa, kar praktično pomeni, že da je javen član župnije. In to je v prvi vrsti to, da jaz v moji glavi vem, da je župnija del nas vseh. In da vsi moramo nekaj prispevati. In kako najboljš prispevam k župniji, jaz bi rekel, da predvsem s tem, da aktivno živim vlogo katoličana, torej da povem, da sem katoličan, da živim življenje po evangeliju, tam, kjer sem pač v krogu sodelavcev, prijateljev, družine. In če bom to delal, bom na nek način tudi v resnici delal za župnijo, ker bom pokazal, da sem del župnije in s tem privabil ljudi, da pridejo k meni. Torej, ni treba, da prevzemamo Ni to vse. cel kup enih aktivnosti. Se mi zdi, da včasih se potem lahko tudi laiki recimo nek aktivizem na koncu. Kar naenkrat postane to primarno. Je zelo težko loviti najbrž to ravnotežje, ampak po drugi strani recimo so pa recimo sploh katehistinje, nekatere gospe to počnejo že na pol profesionalno, tam je pa potem spet vprašanje tega plačila recimo za to delo. Kje je kako gledate na to recimo v 5 let naprej, recimo to laiki, prostovoljci, laiki kot plačani sodelavci, vemo, da tudi imajo nekatere župnije, sploh tam, kjer je več župnij združenih, imajo tudi kakšne tajnice zaposlene, Kako je s tem? Slovenski sistem, v katerem nekako naša cerkev deluje, naše župnije delujejo, nam tega tako lahko ne omogoča. Ravno zato, ker pač vse skupaj stoji na bazi nekih prostovoljnih darov, ki jih verniki dajejo po eni strani duhovniku, župniku za njegovo življenje, po drugi strani pa tudi za financiranje župnije. Torej nimamo nekega stalnega pritoka, ki bi ga lahko potem uporabljali tako kot v Nemčiji ali Avstriji, recimo, država. za plačevanje potem raznih sodelavcev. In zato se je že od nekdaj v bistvu vse skupaj delalo na neki prostovoljni bazi. Res pa je, da se čas danes spreminja in da ljudje vedno težje nekaj naredijo samo zato, ker pač se čutijo del nekega društva oziroma neke župnije v tem primeru in vedno računajo na neko protiuslugo. Ali pa sploh, kadar je recimo tega prostovoljnega dela veliko, da je recimo 5 ur na teden ali pa kaj takega. Recimo nek dober primer tega so določene dekanije, ki imajo potem zaposleno eno katehistinjo, ki na različnih župnijah poučuje verouk. In potem dekanije, torej več župnij skupaj lahko financirajo in plačajo v bistvu neko katehistinjo, da opravlja to službo. Si pa predstavljam, da je na župniji težko. Da bi ena sama župnija to podpirala, ker je enostavno finančno prevelik zalogaj. Že duhovnik dostikrat. Potem večkrat slišimo, da bo zaradi tega, ker bo duhovnikov vse manj, predvsem tudi zaradi demografske slike, ker vemo, da glavnina duhovnikov je tam okrog 65 let in plus, da bo treba spremeniti način, kako bo delovala župnija. En primer ste že omenili, ta skupna katehistinja, ki pomaga v več župnijah. Kako vi mislite, da bo recimo čez 5-10 let, ko bo še manj duhovnikov, zdaj smo v bistvu že na pragu tega, se mi zdi, da letošnje premestitve so res pokazale, da se že pojavljajo take velike luknje. Kako vi vidite recimo eno župnijo? Je prvo vprašanje, ki bi si ga zastavil in ki bi ga zastavil vsakemu, bodi si duhovniku kot laiku, je to, kaj stoji v centru. Torej, kaj je tisto, k čemur je cerkev poklicana, da ohranja. A je to neka struktura, a so to neke župnije, ali pa to vsebina, torej vera. In zdaj, če odgovorimo na to vprašanje s tem, da je tisto, kar cerkev, katoličani ohranjamo, vera, potem se mora v bistvu struktura spreminjati, da bo to vero ohranjala in da jo bo nekako delila naprej naslednjim rodovom in oznanjevala. In prav tukaj se dostikrat zatakne, ker v resnici župnijo razumemo kot nekaj, kar je naše, kar moramo ohranjati, kar je vedno bilo, pri tem pa pozabimo, da je bistveno, ker imamo vera, in da je vera tista, ki jo moramo ohranjati, da je evangelij tisti, ki ga moramo živeti in ki ga moramo oznanjati. To bomo pa lahko naredili samo, če bomo pač vedno znova se
iskreno vprašali, kakšna struktura lahko danes odgovarja temu posredovanju vere. Ne. In to žal pomeni, oziroma na srečo, kakorkoli že, pomeni, da bomo tudi danes mogli strukturo župnik, ki jih trenutno imamo, preoblikovati, mogoče združevati, mogoče postaviti sploh neke nove župnije, da bomo lahko ohranjali in posredovali to vero, ki je v bistvu tisto, kar želimo ohraniti. Torej, postaviti se pred vprašanje, kaj je za nas pomembno. Je za nas pomembno, da ohranjamo strukture, okvire, župnije, ali je pa nas pomembno to, da ohranjamo vsebino, ki smo jo prejeli in ki jo želimo dati naprej. Ja. In če to postavimo v center, potem je logično, da se bomo vprašali, kakšna struktura služi temu. Torej, župnija kot orodje in ne župnija kot objekt, ki ga želimo prenesti naprej. Jaz živim v podeželski župniji in si predstavljam, da bo tam težko to sprejeti, recimo pri ljudeh, ki čutijo župnijo kot svoj dom, in se jim potem se podere nekaj, kar je vedno bilo. In dostikrat sploh na majhnih župnijah, in to razumem, je župnija v bistvu edina stvar, ki je še ostala. Imeli so šolo, imeli so mogoče trgovino, imeli so neko kulturno društvo, vse to so zdaj izgubili, ker se je demografska slika spremenila, kar je pa ostali pa še župnija. In to ljudje želijo ohraniti kot nek spomenik tega, da pa nekaj svojega imajo. Ena identiteta. In človeško gledano je to razumljivo. Ampak na koncu pa prav to, krščansko gledano, se pa moramo vprašati, kaj je tisto, kar želimo ohraniti. In če želimo ohraniti evangelij in vero in to živeti, potem to pomeni, da bo treba tudi malo strukture spremeniti. In to bo težko za obe strani, in za duhovnike in za laike. Mogoče tudi z tega vidika, ker na koncu to dostikrat pomeni, če župnija postane souprava, torej da duhovniki iz druge župnije prihajajo tja, bodo ti ljudje v bistvu vedno čutili, da so neko breme, da so še nekaj dodatnega, kar mora zdaj župnik opravljati, in da so nekaj manjšega kot pa župnija, ki ima duhovnika. Po drugi strani bo pa župnija, ki ima duhovnika, ki hodi še na drugo župnijo, vedno čutila, da župnik ni samo z njimi. Da ima še eno ženo. Da se mu po maši vedno modi naprej na sosednjo župnijo. In v bistvu imamo tukaj dva minusa, ki se lahko rešita s tem, če se vsi zavemo, da nam bo v resnici koristilo, če na novo zastavimo neko župnijsko mrežo. Kar pa seveda je zelo ambiciozen pa velik korak, ker si ga v resnici noben ne upa narediti, ker se bojimo, da bomo izgubili nekaj, kar zdaj imamo. Združevanje župnij recimo že poznamo. To je bilo na Primorskem, je par let nazaj se je to zgodilo v zelo velikem obsegu. Po ljubljanski nadškofiji se tudi počasi se določene župnije združujejo ali pa so v soupravi. Kakšna je razlika v resnici, kaj pomeni to združevanje župnij v primerjavi s soupravo? Recimo soupravo že dosti poznamo. Souprava v bistvu pomeni to, da župnik vodi dve župniji kot dve samostojni župniji. In moramo se zavedati, da župnija ne pomeni samo tista nedeljska maša, ki jo poznamo, ampak prinese za seboj še cel kup drugih stvari, tako ekonomskih, gospodarskih, birokratskih, ki jih duhovnik pač mora opraviti. In če ima duhovnik eno, dve, tri župnije, to pomeni, da se njegovo delo enostavno podvojuje, potrojuje, in da na koncu res ni več časa za pogovor, za duhovno spremljanje, za klepet, ker se duhovniku vedno mudi. Ne samo od maše do maše, ampak tudi od pisarne do pisarne, če tako rečemo. Kaj spada recimo pod to pisarniško delo? Najbrž knjige, krstne? Po eni strani tako knjige, po drugi strani pa vse tisto, kar, če zdaj rečem čisto človeško gledano, kar ima vsaka normalna firma, vsako normalno podjetje. Vse si predstavljamo, kaj vse tukaj zraven spada. In na koncu tudi neko normalno gospodinjstvo. Položnice. In to je souprava. Če se pa župnije združijo, pa na koncu pomeni, da župnik tega dodatnega dela nima, da ima pač tisto eno delo za eno župnijo, ki se je združila, da vodi en račun, da vodi ene knjige, da ima v bistvu eno pisarno, če tako rečem. To pa seveda ne pomeni, da se morajo nujno zmanjšati tudi število maš. Duhovnik še vedno lahko mašuje na obeh župnijah ob nedeljah, pač je potrebno malo prilagoditi urnika na svetih maš, ampak ni pa nekega dodatnega dela, ki bi bilo v ozadju. In v bistvu duhovniku na tak način pušča možnost, da ima več časa, ki ga lahko posveti tudi svojim vernikom. Tako da ta rešitev, čeprav je na prvi pogled mogoče bolj boleča, je za vse verjetno lažja.
Ja, si pa predstavljam, da recimo v tem primeru potem morajo iti verniki v drugo župnijo oziroma pač na drug konec tega območja, da recimo naročijo maš oziroma to bi lahko tudi po maši mogoče. Ostane pa prazno župnišče v tem primeru, najbrž pa ja. Kaj s tem? To je zanimivo. Sploh izkušnja iz nemško govorečega sveta, kjer se s tem v bistvu ubadajo že od 70 let naprej, neko dolgo obdobje. Pa še zdaj vidimo, da niso prišli do nekega dobrega rezultata, do zaključka. Prav to se je pokazalo. Tisto, kar ljudje najbolj pogrešajo, če tako rečem, je v bistvu neka prisotnost nekoga, na katerega bi se lahko obrnili kadarkoli. Nekoga, ki pač je vedno tam. In to je v bistvu ena velika luknja, ki nastane ob združevanju župnij, da so župnišča prazna. Zdaj iz praznega župnišča so začeli reševati na razne načine, bodisi tako, da so to enostavno ponudili kot neko stanovanje, kjer se lahko mlade družine naselijo, predno oblikujejo neko svojo hišo, neko lastno stanovanje. Ali pa da so vsej, recimo po nemškem svetu so znani ti pastoralni asistenti, ki vsej čez dan so na voljo tam v župnišču in v bistvu vodijo neke tekoče posle, če tako rečem, ki so na voljo za pogovore. Ampak kljub temu se dogaja, da pač ljudje pogrešajo osebo, ki bi bila tam samo za njih, ki bi bila na voljo tudi za spoved, tudi za pogovore. In to je odprto vprašanje, še ena od teh neznank, ki ga nimamo, na katerega nimamo odgovor. Ta razmislek v bistvu odpira več vprašanj, kot daje odgovorov. Kaj pa stalni diakoni? Teh je vedno več, če je duhovnikov vedno manj, je stalnih diakonov vedno več. Kakšno vlogo imajo pa oni? Kje je ta razlika mogoče med nekim dejavnim laikom pa med stalnim diakonom? Kakšno vlogo bodo imeli v prihodnosti? Ja, tisto prvo, kar moramo vedeti in česar se moramo zavedati, je prav ta razlika, ki je v bistvu že od začetka cerkve bila. Na eni strani so bili duhovniki, ki so bili posvečeni za to, da bi v imenu škofov podeljevali zakramente na župnijah, da bi vodili bogoslužje. Poleg njih so pa, kakor beremo v apostolskih delih, imenovali diakone, da bi skrbeli za reveže, tudi za, če tako rečem, za finance, za karitativno vlogo. In to se je ohranilo do danes. To je v bistvu njihova prva vloga, da skrbijo, da služijo. Zdaj, načini služenja so pa različni. To lahko na koncu tudi razumemo v tem smislu, da priskočijo na pomoč tam, kjer v župniji ni več duhovnika. Torej, da oni prevzamejo v bistvu vodenje neke souprave, da skrbijo za vse te tekoče stvari, do katerih prihaja. Moramo biti pa pri tem pazljivi, da ne začnemo mešati različnih vlog in različnih služb, ki jih v cerkvi imamo. Duhovništvo je nekaj, služba diakona je pa nekaj drugega. Torej, diakon se lahko vodi recimo bogoslužje Božje besede, tako kot v bistvu tudi laika, če prihaja do neke stiske z duhovniki. Ampak ni pa diakon duhovnik. In dostikrat potem pride do neke zmede, sploh pri ljudeh, ker oblečenja sta podobna. In na koncu se v bistvu zgodi, da ugotovimo, saj pravzaprav niti ne rabimo duhovnika. In tisto, kar je še boljše, diakon je lahko še poročen. Zakaj bi sploh potrebovali duhovnika? In zato je treba paziti, da se te stvari med seboj ne mešajo, ker gre za druge vloge. Duhovnik je v bistvu tisti, ki je pastir. In to je lastno duhovniku, to ni lastno diakonu. Diakon je tisti, ki je v imenu škofa poslan, da služi, da pomaga revežem, da vodi neke karitativne dejavnosti, projekte v župnijah. Duhovnik je pa tisti, ki v imenu škofa vodi neko ljudstvo. In to sta dve različni funkciji. Ne gre za več ali manj, gre samo za dve različni funkciji. In je prav, da se te razlike zavedamo, da tega ne mešamo. In potem še to, torej med laikom in diakonom oziroma laikom in duhovnikom je razlika v posvečenju. Torej, vsi smo bili s krstom poklicani, da dejavno gradimo cerkev, da smo vsak s svojimi talenti, karizmami prisotni v cerkvi, da nekaj doprinesemo k temu. Duhovniki in diakoni so pa poleg tega prejeli vse posvečenje, ki jih je v bistvu vzelo
iz tega božjega ljudstva in jih je poslalo v božje ljudstvo, da na poseben način deležijo v bistvu na poslanstvu škofov, ker škof pač ne more biti prisoten v vsaki župniji, so v bistvu diakoni in duhovniki njegove roke, ki pomagajo tisti župniji voditi to ljudstvo, vsak na svoj način, nekdo s služenjem, z vodenjem projektov, drug pa kot pastiranje. Na kom pa graditi pastoralno delo? To je spet eno vprašanje, ki se odpira. Nekateri prisegajo, da na otrocih, ki so prihodnost, drugi dajo zelo veliko na mladinsko pastoralo, zaradi tega, ker so recimo mladi v določenem obdobju lahko zelo dejavni in naredijo res velik prinesejo eno življenje recimo v župnijo. Spet nekateri duhovniki pa prisegajo, da je treba delati recimo z odraslimi starši, zato ker oni potem sami nazaj, oziroma naprej otroke katehizirajo in pravijo, da je s tem pa ta krog bolj popoln. Na čem bi vi rekli, da je treba graditi to pastoralno delo? Tukaj bi se mogoče navezal na tisto, s čimer sva začela, torej da je avgust čas sprememb v župnijah, da se duhovniki menjajo. In se mi zdi, da vsak duhovnik, torej prav je, da gledamo na spremembe duhovnikov po župnijah kot na nekaj pozitivnega. Vse je težko včasih, ko duhovnik odide, ko pride nekdo drug. Človeško gledano se pač navežemo na ljudi, iz naše strani in lajki na nas. Prav pa je, da gledamo na to tudi kot na nekaj dobrega, ker s tem v bistvu župnija vedno znova dobiva nov profil duhovnika in ljudje smo si različni med seboj, imamo različne talente, različne sposobnosti, različne interese in zato imajo tudi duhovniki v bistvu danosti, da nekdo bo lažje našel stik z odraslimi, starejšimi, nekdo drug bo pač mladinsko pastoralen, nekdo drug bo blestel pri verouku. In prav je, da duhovnik sam pri sebi ne previdi, kje je tista njegova točka, kjer se lahko najbolj da, kjer lahko največ naredi in da tam gradi. To pa seveda ne pomeni, da zanemarijo vse ostalo. Pač vse ostalo vodiš, delaš pač tisto, kar lahko, se pa z vsem srcem vržeš v neko smer, narediš v tisti skupini, v kateri lahko največ. In prav zato je pa mogoče pametno, da se res duhovniki na toliko in toliko let zamenjajo, da mogoče potem še druga skupina dobi nekoga, ki bo pa se njim posvetil. In tukaj je pomembno, da tudi laiki v bistvu sprejmejo duhovnika kot človeka, kot tistega, ki ni za vse, ki ne more enostavno obvladati na isti način vse skupine ljudi in ki ima lažji dostop do nekoga, nekdo drug pa do nekoga drugega. Tako da nekega univerzalnega recepta osebno ne vidim, bi pa rekel, da je treba biti pozoren predvsem na to, kaj je tisto, kar tebi kot duhovniku leži in kje se ti najbolj najdeš. In to se seveda potem tudi z leti spreminja. Ko si sam mlad, je logično, da boš lažje našel dostop do mladih. Je pa tudi to res, da se v bistvu tudi družbena struktura, pa način verovanja, način odnosa do presežnega, pa tudi do cerkve se spreminja. Zdaj nekatere raziskave kažejo, da gre tudi v pozitivno smer ta odnos mlajših generacij do cerkve, niso več tako obremenjeni, kot so mogoče starejše generacije, ki so šle čez komunistični sistem. Demografska slika je slaba, vse manj otrok imamo Slovenci. Podatki v letnem poročilu Katoliške cerkve za leto 2023 pa pravijo, da se je v letih od 2012 do 2020 število krstov zmanjšalo za približno 20%. Krščenih je dobra polovica otrok, ki se rodijo v Sloveniji, in od teh krščenih se jih približno pol rodi v zunajzakonski zvezi. To so kar spremenjene razmere, če tako pogledamo. V bistvu nismo več v neki katoliški Sloveniji, ampak je danes biti katoličan že skoraj kontrakulturno oziroma nekaj posebnega. Padajo tudi drugi zakramenti, posledično birme, obhajila, pa tudi zakoni, kot vemo. Se pravi, ni težava le v številu duhovnikov, ki bi opravili vse, kar so zdaj delali, 200 duhovnikov bo zdaj isto delo naredilo, 100 duhovnikov v tem smislu, ampak je globlji problem oziroma globlji izziv ta spremenjena slika vernosti. Kako bi rekli, a se bo lahko cerkev soočila s temi spremembami, pa spremenila pastoralne pristope? Kaj bi vi naredili, recimo, če bi bili škof, kako bi se tega lotili? Kočljivo vprašanje. Kaj boste kot duhovnik naredili, oziroma kot bodoči župnik nekje? Prva stvar, ki se moramo zavedati, je
to, da se v bistvu cerkev danes ne sooča z ničemer, kar bi bilo novo. Zdaj, cerkev je začela kot majhna skupina, ki so ji bili nasprotni vsi. Ne. In če je to preživela, če se je tukaj pokazalo, da gre za neko božje delo, bo tudi to obdobje preživela. Ne. Se mi zdi, da Slovenija tukaj enostavno sledi nekemu trendu, ki se v državah Zahodne Evrope zdaj v zadnjih desetletjih počasi postavlja in ki mu lahko sledimo. In tukaj se mi zdi zanimiva izkušnja, ki jo je imela in skozi katero je šla recimo francoska cerkev. Tam vemo, da je bil padec popolnega in da se zdaj počasi pobirajo nazaj. Da imajo zelo veliko krstov, katehumenov. Ja. In tam se v bistvu se je zgodilo to, kar se počasi, se mi zdi, dogaja v Sloveniji, s čimer se bomo mogli soočiti. Prav to, da je iz nekega ljudskega krščanstva, ko je pač enostavno vsak bil kristjan, vsak je hodil v maši, vsak je sodeloval s cerkvijo, župnijo, so prišli v neko fazo, kjer je krščanstvo postalo stvar majhnih občestev. Pri teh majhnih občestvih je pa nevarnost prav ta, da se v bistvu rodi nek elitizem. Torej, mi, ki zares verujemo, ki pridemo vsako nedeljo skupaj, mi smo dobri, mi imamo skupaj neko skupino in hote ali ne hote se lahko oblikuje neka elita kristjanov, ki mogoče, ne da bi to želeli, ne spustijo zraven nikogar drugega. Ne. In tukaj je pomen župnije. Torej, župnija je neka celica, neka hiša, ki je prisotna v vasi in ki je odprta za vse. Za vse. Torej, za krščenje in za nekrščenje. Vsak lahko pride blizu in vsak se lahko pusti nagovoriti cerkvi, ki preko župnije deluje. Ne. In to je lih problem tega, če bi župnijo odvzeli iz nekih določenih predelov, iz nekih določenih vasi. In zato je prav, da župnije ostanejo. Zdaj, v kakšni meri pa kakšna struktura, to je drugo vprašanje, ampak prav pa je, da so. In da prek tega v bistvu nek stik med cerkvijo in kristjanom oziroma morebitnimi katoličani bodočimi ostane. Tisto, kar se mi pa zdi pomembno v trenutni situaciji padanja, je pa prav to, da se kristjani tega ne bojimo in da se vedno znova spominjamo nazaj, češ kaj vse je že cerkev v 2000-letni zgodovini šla in da to vzamemo kot nek izziv. Torej, spremeniti bo treba nekaj, spremeniti bo treba mogoče samega sebe najprej in spremeniti bo treba prav to, kot sem prej rekel, mentaliteto, da je v centru evangelij, vera, in da za ta evangelij, za to vero, za živetje tega spremenimo strukturo, ki jo trenutno imamo. Ne. Meni je zelo všeč ena misel tega Patricka Mellona, ki je tudi priljubljen v Sloveniji. Njegove knjige so tudi pri družini, sta dve šle. In on v uvodu v prvo knjigo, ki jo smo jo dobili v slovenščino, je napisal, da je tako, da je cerkev kot, recimo, ko se je Titanik potopil in so potem bili ljudje v morju in klicali na pomoč, rešite me, a ne, da v bistvu da če bi cerkev pač delovala tako, kot zdaj deluje, oziroma gledala, skrbela samo za tiste, ki prihajajo v nedeljo k maši, recimo samo za naše, ali kakorkoli se temu reče, a ne, da bi to pomenilo, da v bistvu ne vidi vseh tistih, ki so tam nekje, pa na nek način kličejo na pomoč, v bistvu si vsak želi imeti stik z Bogom in vsak hrepeni po njem, ampak pa po občestvu, ne, ampak da moramo biti pozorni na te ljudi, a ne, se pravi, on da velik poudarek na ta misijon. Ja. In če zdaj s tem v bistvu odgovorim na tisti drugi del vprašanja, kaj bi sam kot župnik oziroma s čim osebno računam, da se bom mogel soočati. Prav ta sprememba torej iz neke župnije, ki je baza in kamor ljudje prihajajo, da bodo prejeli spodbudo, da bodo prejeli zakramente, da bodo lahko nadaljevali na svoji krščanski poti, preiti v to fazo župnije, ki je misijon, ki išče, ki gre ven, ki vabi, ki ima odprta vrata. To seveda s seboj prinese še en kup dodatnega dela, če gledamo z tega vidika. Prinese pa tudi en kup presenečenj pozitivnih in srečanj ljudi, s katerimi mogoče prej nisi imel stika, ker sami od sebe niso prišli do tebe. In nas vabi ven iz te cone našega obdobja, da bi pač sedeli in čakali, da bi kdo prišel. In to je spet poslanstvo vsakega od nas, ne samo duhovnika, ampak vsakega laika, da pač tam, kjer je, živi vero in s tem v bistvu pričuje za župnijo in prek župnije za cerkev, za Boga. Ne. Tako da predvsem v to smer. Zdaj, kaj konkretno pa to pomeni, pa vidiš potem, ko si v neki konkretni situaciji. Pa ne bo še spet, poskušanje, nekaj deluje, nekaj ne deluje.
Papež Leon je v nekem intervjuju še kot kardinal dejal, da je sedanja družba zelo podobna času, v katerem je živel sveti Avguštin. Kot vemo, je papež Leon Avguštinec in dobro pozna tega svetnika. Se pravi, to je bil čas rimskega imperija v zatonu, 4. stoletje. A bi se vi strinjali, mogoče tudi naš imperij, nekako v zatonu, vse je v kaosu? Kako vi to vidite, sedanjo družbo? Ko se stvari podirajo, in to je bilo takrat in je danes tudi na svoj način, takrat se vedno bolj pokaže, da ljudje ne sodelujemo, ampak da vsak išče svoje rešitve, ker se enostavno bojimo drug drugega. Ker ko vidimo, da se družba podira, da se podirajo neke stabilnosti, neki temelji, ki so nekdaj bili, takrat je nek čist naraven nagon, da človek išče svojo rešitev, da bo preživel. In takrat pride na dan ta individualizem. Je normalno. In odgovor na to krščanstvo daje prav z občestvom, z skupnostjo, z župnijo, o kateri so pregovorili. Župnija pa pač združuje takšne in drugačne, pridemo skupaj in nam kaže na živ način, da sam ne boš nič dosegel. In vera to stalno podarja. Torej, krščanstvo to stalno podarja. Nisi nekdo, ki boš s svojimi močmi in na svoj lastni način prišel do zveličanja, do sreče, ampak potrebuješ drugega. Bog vedno vstopal na svet preko sočloveka. Pač že v človečenju je kot človek prišel na svet. In tudi danes pač uporablja mene za orodje, da lahko prihajam do drugega, in uporablja drugega kot orodje, da bo prišel do mene. In tega se moramo zavedati, da pač nismo sami in da človeško gledano, pa tudi duhovno gledano, sami ne bomo nič dosegli. Potrebujemo drugega in prek drugega lahko pridemo lažje do Boga, ker Bog uporablja druge. Ja, je pa res, da v tem kaosu tega sveta, pa v teh razrahljanih pravilih, ko ni več tako jasno, kaj je prav, ne prav, da je zelo v porastu, pa v priljubljenosti tradicionalizma, neko strogo krščanstvo, kjer imamo jasna pravila, kaj je treba narediti, zato da bomo Bogu všeč. Kako vi gledate na to? A mislite, da je v tem tudi en del prihodnosti, se pravi, bodo kakšne župnije v to smer šle s tradicionalno latinskimi mašami? Ja, tukaj je treba zdaj nekako ločiti med neko zdravo tradicijo cerkve in nekim nenehnim spraševanjem in spraševanjem samega sebe, kaj je lahko naš odgovor na trenutni čas. Torej, ne da ostanemo v letu 1800-1700, živimo v 21. stoletju. V 21. stoletju se moramo z vsem tem zakladom, ki ga imamo na hrbtniku, torej z vso tradicijo cerkve, ki zvesto sledimo, ki jo ohranjamo, se moramo vprašati, kako danes lahko kot kristjani živimo. In tukaj pride dostikrat do nekega trka. In najlažje se je seveda prijeti nekih modelov, ki so bili v nekem določenem obdobju aktualni in so bili dobri takrat, brez da bi se vprašali, ali je to danes še smiselno ali ni. In tukaj je nevarnost tradicionalizma. In tukaj pride potem do te razlike med tradicijo in tradicionalizmom. Tradicija je zdrava in je dobra in na tem stoji katoliška cerkev in brez te danes ne bi bili tam, kjer smo. In je prav, da jo ohranjamo in nesemo naprej. Tako pri liturgiji kot na drugih področjih. Nekaj drugega je pa potem nek tradicionalizem, ki bi šel v to, da bi enostavno se oprejeli nečesa, kar je preživeto. Torej čist tega odnosa do časa. In tukaj nas koncili in dokumenti, ki so šli potem vedno znova vabijo k temu, da prepoznavamo znamenja, ki jih nihče daje. Kot župnija, kot duhovniki, kot laiki, da se vprašam, kako danes tukaj lahko živim. Ker jaz nisem postal kristjan za 18. stoletje, ampak 21. In prav tukaj je zdaj. In verjamem, da je težko, se tudi sam vidim kot duhovnik. Dosti lažje se je prijeti nečesa, kar je bilo in se tistega držati, kot pa v bistvu živeti to napetost med tem, da ne vem, kaj bo jutri in kako se bo to, kar danes živimo, obrnilo in do kakšnih rezultatov bo prišlo. Ampak tukaj pa je na vrsti zaupanje v Boga in v njegovo previdnost. Ker na drugi premici od tega tradicionalizma je pa recimo nemški model, te sinodalne poti, ki ga gotovo dobro poznate, glede na to, da živite tudi z Nemci v Rimu. Kaj vam povejo kolegi, kako tam to izgleda? Pač za sinodalno pot v Nemčiji je značilno to rahljanje tega razmerja kleriki laiki. Se pravi, veliko bolj se vključuje različne ljudi, odnos recimo do homoseksualnih oseb je tam zelo vključujoč v cerkev. Kaj vam povejo, recimo, kako gledate vi na to?
v bistvu iz vsega tega, kar sem slišal, pa tudi sam prebral, ker pač kot sem na začetku omenil, pri mojem doktoratu se v bistvu v največji meri soočam prav z nemško govorečimi avtorji. Nekako odgovor na to, kar oni pišejo, kar oni mislijo. In osebno bi rekel, da sta tukaj predvsem dva problema, ne. Prvi je neka demokratizacija cerkve, da bi iz cerkve, ki ima pač neko jasno strukturo, torej pastirja in čredo, da bi iz tega naredili neko demokracijo, ki pa pač danes v bistvu tisti najbolj privlačen in normalen način življenja, ne. Torej, da bo večina odločila, kako naprej, ne. In k temu nas je dostikrat v svojih delih, v svojih tekstih vabil papež Frančišek, da ne podležemo večini. Torej, iskanje rešitve, sledenje duhu, poslušanje Svetega Duha ne pomeni, da poslušamo večino, ampak da se vsi skupaj vprašamo, kaj je tisto, kar potrebujemo in kako iti naprej, ne. In tukaj je drastična razlika. Torej, ali je večina za nekaj, ali pa bomo vsi stopili korak nazaj in skupaj iskali, kakšna bo pot, ne. Tukaj je drastična razlika. Potem drug problem je pa v bistvu iskanje in izdelovanje neke popularne podobe cerkve, ki bo pač všeč ljudem. To se je v zgodovini že večkrat zgodilo in vemo, da nikoli ni prišlo do dobrega konca, ne, ker to ni poslanstvo kristjanov, ni poslanstvo evangelija, ni poslanstvo cerkve. Pač poslanstvo cerkve je ta, da prinaša resnico takšno, kot je. In Jezus dostikrat tudi ni, če tako rečem, šparal z besedami, ne. Je včasih kar odrezal, ne. In to seveda ne pomeni, da bomo človeško gledano zadrti, tečni, zaprti, nikakor ne. Ampak po drugi strani moramo pa tudi kot duhovniki, tudi kot kristjani vedeti, kaj je krščanstvo znanilo, kaj je evangelij in kaj ni. In ne iskati v bistvu neke poti, ki bi bile privlačne, da bi čim več ljudi prišlo, ne. In tukaj je ena velika prednost, ki jo slovenska cerkev ima, je prav to, da v bistvu naše življenje ne zavisi od denarja, ne zavisi od tega, koliko bomo dobili, da bomo lahko ohranjali strukturo, ki jo imamo, ampak enostavno od nekih prispevkov ljudi. Tam pa pač zavisi od tega, koliko članov bo. In da dobiš člane, moraš pa biti popularen in prisoten in odprt. V Italiji pa v drugih romanskih deželah se pa zelo pojavlja ta model, da v bistvu povabijo na župnije duhovnike iz Afrike, iz Azije, ko smo mi recimo družinsko potovali po Italiji, v kakšnih območjih nismo videli duhovnika, ki ne bi bil recimo Afričan ali Azijec. Kako se to obnese, kako na to gledate? Tudi vi najbrž v Rimu se s tem soočate. Ja, v Italiji je tujih duhovnikov sploh veliko, kar je posledica čisto enostavno tega, da je center Italije Rim, kjer duhovniki iz vsega sveta študirajo, ne. In tudi sam poznam veliko študentov, ki pridejo iz Afrike, iz Azije, in potem ne tako kot mi, ki se za vsak praznik vračamo domov, pa za vsake počitnice pač ostanejo v Italiji in pomagajo na raznih župnijah, ne. In zato je delež tujih duhovnikov toliko večji, ne. Osebno mislim, da je težko enostavno vstopiti v kulturo nekega naroda, ki mu sam ne pripadaš. In to velja z obeh strani, ne. Torej, da mi sprejmemo nekoga, ki prihaja, in da se tisti človek vživi v nek narod, ne. Nekaj drugega je recimo, en lep primer so pri nas lazaristi, ki so sprejeli bogoslovcev drugod, ne. Ampak nekaj drugega je skupnost, redovna skupnost, v kateri živijo, nekaj drugega je pa v bistvu škofijski duhovnik, ki sam živi na župniji in je zdaj odgovoren za tisto občestvo tam, ne. In tukaj se mi zdi, da je, in to kaže tudi določene izkušnje iz tujine, da je velik problem prav v tem kulturnem razumevanju nekega naroda, nekega ljudstva, nekega kraja, ki ga nekdo, ki tam ni odraščal, težje razume ali pa ne razume, ne. Tako da osebno ne vem, če je to rešitev, ne. In ne bi tako na hitro rekel, da se je zdaj mogoče obrnila, češ, prej smo mi hodili v misijone, zdaj bojo pa iz misijonskih dežel prihajali k nam. Ne vem, mogoče je, bomo videli, pač čez 100 let. Ampak trenutno sem skeptičen do tega, ne.
Ja, v bistvu sva natresla zelo veliko odprtih vprašanj, več kot odgovorov. Hvala vam, da ste pojasnili določene stvari, ki so v zraku, oziroma se o njih pogovarjamo, jih že opažamo, jih pa ne povsem razumemo in upam, da bomo sedaj boljše razumeli, kaj vse se dogaja. In tudi hvala, da ste v bistvu osvetlili to tudi z duhovnikovega vidika, zato ker mi doživljamo pač to iz druge smeri, a ne vidiš druge težave. Pa me zanima, če bi lahko za zaključek v bistvu vi kot duhovnik povedali, kaj bi vi rabili, kaj bi vi potrebovali od laikov, od cerkve, od sobratov duhovnikov, kaj si bi želeli za to, da boste lahko živeli res kot en svet duhovnik, da boste lahko povezani z Bogom, da boste lahko dobro delali med ljudmi. Kaj je tisto, kakšne potrebe recimo, na kaj ne sme cerkev pozabiti? Ja, da je duhovnik lahko, tako kot se lepo rekel, svet duhovnik, rabi najprej veselje do službe, ki jo opravlja. Ne? In to veselje pa dobi, ko vidi, da ga ljudje z veseljem sprejmejo, takšnega kot je. Ne? In da skupaj potem rastemo, da skupaj delamo, ne? In drugega malo brusimo. In ja, predvsem to, da že enkrat zares vzamemo to, da je cerkev nekaj, pri čemer vsi lahko sodelujemo, k čemer smo v bistvu poklicani s krstom, da sodelujemo. In to je neka stvar, ki je žal še vedno nismo zares vzeli. Saj razumem, saj vemo, da je to napisano, saj vemo, da o tem govorimo, ampak v resnici tega ne sprejemamo in še vedno mislimo, da pač je to stvar duhovnikov, je stvar hierarhije, da bo pač vodila cerkev, mi pa pridemo in poslušamo in delamo, če nam nekdo nekaj naloži. Pa ni res. Kot kristjani smo bili poklicani, da aktivno živimo, vsak na svojem področju, tam, kjer smo. In če se bo vsak tega zares držal, potem bomo imeli svete laike in svete duhovnike, ki bojo na svojih področjih naredili najboljše, kar lahko. Super. Hvala lepa, gospod Dolinšek, in se veselim, da boste se vrnili v Slovenijo in tukaj nadaljevali svoje delo. Hvala vam za vabilo. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci. Zdaj pa le zapišite svoje mnenje v komentarje, pošljite nam na splet afna.druzina.si, če želite, da bomo nadaljevali to razpravo, razmislek o prihodnosti cerkve, kako vi vidite svoje ideje, izkušnje, in ostanite z našimi publikacijami. Berite nas na spletu in Tiskano družino. Hvala lepa. Z Bogom.